Naslednji predavatelj se nam javlja tako preko Zooma, gospod Bogdan Cerovac. Njegova predstavitev je nedostopnost slovenskega e-poslovanja leto pred Evropskim aktom o dostopnosti. Bogdan, pozdravljen. Hvala še posebej profesor Debevcev. Upam, da vidite moj zaslon, ki ga delim. Sklepam, da ja. Super, hvala za informacijo. Torej, danes bom govoril o nedostopnosti slovenskega e-poslovanja leto pred Evropskim aktom o dostopnosti. Sem Bogdan Cerovac, prihajam pa iz Zavoda za digitalno dostopnost A11y.si. Zelo na hitro, če bo koga zanimalo, seveda smo na voljo tudi za vprašanja kasneje. Sedež je v Izoli, moj email je pa bogdan@a11y.si. Zdaj, zadevo sem razdelil danes na uvod, metodologijo, rezultate in pa zaključke. Probal bom biti čim krajši, čeprav o tem bi se lahko dalo govoriti kar precej ur, ker smo v to pač tudi vložili nekaj časa. Uvod, pač kaj je ta Evropski zakon o aktu o dostopnosti. Naj samo povemo, da je to nova zakonodaja, ki čaka zasebni sektor tokrat, pa tudi dela javnega seveda. In je izza ovinka, po domače rečeno, ker je do njega samo še 262 dni. Vsi, ki se kakor toliko ukvarjamo s kakršnokoli dostopnostjo, še posebej pa pač spletno oziroma digitalno, vemo, da je to pač kar kratek čas. Zato se nam je zdelo zanimiv narediti neko zelo tehnično študijo, da bomo imeli neke podatke in bomo lahko spremljali pač kakšni so trendi tudi v prihodnje. Pač ena od motivacij je to, da je okoli 96% od milijon svetovnih spletnih strani nedostopnih. Ima vsaj eno, večinoma pa tudi več težav z dostopnostjo. In pa da tudi večina študij, tudi ta, naprimer, ki omenja teh 96%, uporablja zgolj avtomatska orodja za preverjanje nedostopnosti, bom rekel, ki pa so zelo omejene. Zato nas je zanimalo, kako bi pa pač izgledala situacija, če bi vzeli recimo nek nabor strani, ki so relevantne v Sloveniji in jih preverjali ročno. S stališča seveda tehnologije, ne toliko s stališča uporabnikov. To bi bilo sicer zelo dobro dodati in verjetno tudi bomo v prihodnosti, ampak bi bistveno podaljšali cel projekt in celotno pač vlogo časa, ki je, moram povedati, bila totalno prostovoljna. Torej, metodologija, pač nabor, kot sem omenil, odločili smo se za nabor 20 slovenskih spletnih trgovin. Zakonodaja bo določala, da pač tisti majhni spletni trgovci niso zajeti, tako da smo izluščili takšne trgovine, ki imajo vsaj 10 zaposlenih ali pa več kot 2 milijona evrov prometa. Probali smo pa tudi biti zelo osredotočeni na to, da pač te spletne trgovine niso en del multinacionalk, da so izvirno slovenske. Torej, mogoče celo narejene dobesedno v Sloveniji, ampak vsekakor ne, da so en del nekih konglomeratov, nekih multinacionalk, ker pač tam se bodo verjetno lotili zadeve na drug način. Zdaj, če nadaljujem z metodologijo, pač ta tehnični standard, ki ga bo tudi zakonodaja nekako vključevala, ima kar nekaj kriterijev, bom potem tudi na hitro pokazal, koliko je, ampak mi smo se odločili zaradi pač porabe časa na 26 tistih, ki so se nam zdeli najbolj relevantni. Bili smo 4 specialisti za digitalno dostopnost, ki smo to delali, in še enkrat poudarjam, to je bilo pač ročno preverjeno, ni bilo to nek avtomatizem, ker pač smo hoteli res videti, so to napake ali ne. Seveda smo si med preverjanjem tudi pomagali in preverjali za sabo, tako da smo res probali imeti res kvalitetno preverjanje. Osredotočili smo se pa seveda na ključne uporabniške poti, ki so med drugim navigacija, iskanje izdelkov, primerjave pač cen pa izdelkov, dodaj v košarico, registracija pač profila. Pač tisto, kar je res ključno, ne tam neke postranske zadeve, ampak tisto, kar je dejansko ključno za recimo upravljanje nakupa. Kot rečeno, metodologija je
pač podprta s standardi, mednarodnimi standardi, ki so tudi pač prevedeni v slovenščino. In največji, pa najnovejši je pač ta SIST in 301.549 v 321. Žal nimamo boljšega imena, pač tako ime je. In v tem standardu je pač nabor nekih tehničnih kriterijev, ki so pač dejansko odraz nekih večletnih, dolgoletnih raziskav. Vključujejo pač en starejši standard, ki je še zmeraj veljaven, ampak pač majčkeno manj obsežen, ki se mu reče Web Content Accessibility Guidelines po angleško, torej pač smernica za spletno dostopnost. Trenutno pač je v tem standardu zajeta neka verzija 2.1, ki ima pač dva nivoja. Ampak ne nazadnje, kar je ključno za razumevanje, tudi če ne gremo zdaj poznati teh standardov, je, da so to tehnično agnostični standardi, kako se pač kakor toliko objektivno pač se stremi k temu, da se zelo objektivno določi, ali je zadeva dostopna ali ne. In zdaj, kaj je pač poanta tega? Poanta je, da pač avtomatika nam pomaga en del, ampak nam ne more pač pokriti celotnega standarda. In zato je ključno pač to razumevanje in ključno seveda, da gremo to ročno preverjati. In ta naša metodologija je pač zajemala en del vsega tega nabora smernic, ki so v standardu. Torej, samo za ponazoritev, je pač ta EN 301.549 zelo obsežen, odvisno od strani, lahko pridemo tudi na 130 kriterijev. VCG pač pride tam nekje na nekih 50 kriterijev, avtomatika pa približno naj bi pokrivala oziroma odkrivala napake, ne pa potrjevala, da jih ni, v približno 50%. Tako da za razumevanje, pač ta avtomatika je zelo koristna, ampak vseeno, če hočemo imeti relevantne rezultate, je treba to ročno preveriti. In v tej naši metodologiji smo pač se odločili za en nabor teh standardov, teh smernic, ki so del standarda EN 301.549. Še enkrat poudarjam, da te standardi so pač tehnični. To pomeni, da dejansko, če bi osebe z oviranostmi pač dali jim to zatestirati, bi najdeli podobne stvari, verjetno pa še kakšne več. Standard je pač proba zelo oluščati tisto jedro, da je stvar pač deluje, ni pa nujno, da je to dobra uporabniška izkušnja. Vsekakor pa pač, če gremo na rezultate, smo odkrili, da je v povprečju imelo vsako spletno mesto 17,1 težav z dostopnostjo od teh 26 izbranih, ki smo se mi odločili za njih. Pri dveh najslabših straneh je bilo pač to stanje 20 od 26. Najboljša, se pravi najbolj dostopna, čeprav še vedno nedostopna, pa je imela le 13 težav od 26. Kaj so bile ključne težave oziroma kaj je bilo neskladno na čisto vsaki strani? To so bili videi brez podnapisov, recimo. Zdaj kolegica pred mano je govorila pač o osebah z oviro sluha, brez podnapisov videi so totalno neuporabni. Tako da tukaj vidimo, da pač standard nekako črpa iz realnosti, čeprav je zelo tehničen, še vedno pač je v ozadju glih to, da dejansko pač omogočamo osebam z oviranostmi neko dostopnost do informacij. Naslednja je tipična in zelo vseobsežna in to je manjkajoče ali pa napačno alternativno besedilo. Naslednja je potem napačna ali manjkajoča razmerja v kodi, semantika. Nato so preslabi barvni kontrasti besedil, kar pomeni, da je zelo težko brati, mogoče za vse uporabnike, ne nujno samo za tiste, ki imajo težave z vidom. In pa vse imajo tudi težave, ker nimajo sporočila o stanjih. To je pa tehnično pač zelo tehničen kriterij, ki pa dejansko govori, da če smo slepi in uporabljamo bralnik zaslona, ne dobimo informacije o tem, kaj se je na strani zgodilo. Kar pomeni, da imamo bistveno težje delo, če hočemo to stran uporabljati. Tako da iz teh rezultatov hitro vidimo, da dejansko so najbolj diskriminirani slepi in slabovidni, pa seveda tudi gluhi in naglušni, ter seveda tudi ostali, recimo dislektiki, ki uporabljajo bralnik zaslona, imajo bistvene težave in tako naprej. Tako da dejansko pač to se v smernicah vidi zelo hitro, da so pač
zelo osredotočene na neke ekstreme. Ne smemo pozabiti, da tudi ostali, ki mogoče nimajo permanentnih oviranosti, pač zaradi tega imajo verjetno slabšo uporabniško izkušnjo, ampak zato bi seveda mogli pač imeti neke uporabniške teste. Zdaj nekaj zanimivosti zelo na hitro, kaj smo najdeli in kaj večinoma se tudi pojavlja po ostalih spletnih straneh, ne samo po spletnih trgovinah, in to je tako imenovana CAPTCHA. En tak zelo tehničen izraz, ampak to dejansko pomeni, da moramo nekaj dokazovati, da smo ljudje, po domač povedano, s tem, da pretipkamo ali pa opišemo neko sliko, ki jo vidimo. In to je zelo tipično nedostopno za vse, ki so slepi, kar je verjetno zelo hitro razumljivo. Če imamo neko sliko oziroma neko besedo, nek font, ki ga je treba prepisati, da je to zelo vizualno, pač moramo zelo dobro videti, da to lahko naredimo. Nekatere captche seveda imajo tudi možnost recimo uporabe zvoka, ampak najdeli smo večinoma primere, ali so bile totalno nedostopne za bralnike zaslona, ker so bile pač neke slike in nobene alternative, ali pa so uporabljali pač ene druge, ki so recimo neko kognitivne teste, recimo seštevanje, kar je bolj dostopno, ampak vseeno smo najdeli nekaj primerov, ki so totalno onemogočali slepim že samo registracijo. Prav dejansko se lahko zgodi, da slepa oseba pride na spletno stran, spletno trgovino, hoče nekaj kupiti, ampak se potem ne more niti registrirati ali pa oddati naročila, ker je pač tam neka captcha, ki je dejansko nek zid, ki jo totalno ustavil in mora prositi za pomoč. Naslednja, seveda, ki jo zelo vsi verjetno ne cenimo, so obvestila o piškotkih. Tam je še vedno nešteto nekih napak, včasih so tudi nevidna, tako da se treba tudi vprašati, kakšne statistike imamo dejansko, koliko so realne. Ampak ja, dejansko pač modalna okna, še posebej pa modalna okna z piškotki, se pravi s temi GDPR in ostalimi potrditvami, so večinoma kar nedostopna. To je kar en splošen vzorc, ki se pojavlja. Na to je recimo tudi zelo očitno, da so vsi ti vrtiljaki, ki so na spletnih straneh, kjer imamo recimo 10 izdelkov, ki jih lahko pač horizontalno ali kakorkoli vrtimo vizualno, ti so večinoma nedostopni za kar veliko skupino uporabnikov. Mogoče ne najbolj slepe, ampak mogoče tiste, ki uporabljajo samo tipkovnico, ali pa če ima mogoče kdo recimo ADHD, pa se tisti vrtiljak non-stop vrti, brez da se ga da ustaviti, to pač lahko zelo odvrača ali pa celo povzroča kakšne druge težave. In pa recimo zelo tipična napaka je tudi vsi tisti tako imenovani hamburger meniji, ki so pač pojavljajo recimo na mobilnih telefonih, kjer imamo pod njimi skrito celo navigacijo. In te so kar dostikrat neopisani, tako da je verjetno zelo težko najti, sploh za kakšne slepe uporabnike, ki še niso zelo vešči bralnikov zaslona, mogoče sploh nikoli ne pridejo do navigacije oziroma prej obupajo. Tako da to je kar taka tipična napaka. Zdaj, da ne bom predolg, bom šel še na nekaj zaključkov. Kot vidimo in kot ponavljamo že pač leta, je prva po našem mnenju ozaveščenost. Več kot očitno je, da neke ozaveščenosti ni za te ljudi, ki so pač programirali te spletne trgovine. Nekje smo najdeli pač neke dele, ki so bili verjetno skopirani iz drugih strani, pa so bili v angleščini recimo, ker se tudi vidi, da pač so načeloma neko dostopnost dobili zastonj nekje, ampak niso vedeli, da pač jo morajo vsaj prevesti. In tukaj pridemo seveda do znanja, pomanjkanje znanja. Te smernice so dejansko čista osnova, ampak dejansko jih pač je zelo težko doseči, brez da za njih vemo in brez da imamo tehnična znanja, pa tudi druga, da pač jih uresničimo. Tako da je dejstvo, da nam manjka znanja. Ne samo v Sloveniji, seveda, to je svetovni problem. Vidimo tudi, da izkušnje in sodelovanje, nekje smo videli neke potenciale, ki se vidi, da neki se premika na bolje, ampak še zmeraj lahko pač trdimo, da glede na to, da niti ena ni imela
pod recimo 10%, da je stanje zelo slabo. Kar bi radi pa še posebej pač opozorili s tem člankom tudi, pa nasplošno je, da časa ni nekaj dovolj. Če računamo, da imamo manj kot 260 dni, zdaj pa, če si zamislimo eno veliko spletno stran, spletno platformo, ki je treba pač to popraviti, moramo stvari zanalizirati, moramo imeti pač znanje in če gledamo časovnico, je to praktično nemogoče narediti v 260 dnevih, če seveda ni to ena majhna stran, ampak majhni strani nismo preverjali. In pa ja, kot je bilo že povedano, mislim, da zelo manjka zavedanja, da se tukaj ne gre samo za invalide ali pa za osebe s posebnimi potrebami, če se jim tako reče, ali pa osebe z oviranostmi, ampak se gre dejansko lahko za čisto vse nas, pač ker oviranosti niso samo stalne. Ljudje si lahko zlomimo roko, se nam uname oči, kakorkoli, tako da ne smemo pozabiti, da je pač to za vse dobro, ne samo pač za invalide recimo. In kar je dobro za ljudi, je seveda dobro za posel. Bog ve, koliko milijonov gre v neko oglaševanje in mogoče pač to oglaševanje pripelje tudi osebe z oviranostmi na to stran in če te strani ne morejo porabiti, je pač ta denar dejansko šel v zrak, bomo rekli. Ali pa celo dobimo negativno reklamo. In za konec bi se še rad posebej zahvalil pač mojim kolegom iz zavoda. Abecedno je to magistrica Andreja Bevc, Grega Fajdiga in pa Tina Škraba, ki smo skupaj z njimi pač ta projekt naredili. In ja, še enkrat poudarjamo, dostopnost je proces, je zavedanje in je znanje. Definitivno pa ni neka funkcionalnost ali vtičnik, ki se jo da samo kupiti. Upam, da to zavedanje pač preseže današnji dogodek. In pa ja, to je to z moje strani. Se zahvaljujem, če so kakšna vprašanja, komentarji, lahko zdaj, lahko pa tudi pač kasneje preko e-maila ali pa kakorkoli. Hvala. Na Zoomu je bil komentar, Bogdan, ne vem, če ga lahko ti pogledaš, pa odpreš, da se pozablja na eno veliko skupino oseb, ki so gluhoslepe, če sem pravilno razumel. Ja. Tako da Bogdan, kar izvoli ti. Ja, definitivno se pozablja se na več skupin dejansko, tudi smernice. Same smernice so majčkeno omejene pač in imajo zelo velik fokus recimo samo na tistih, ki uporabljajo bralnike zaslonov recimo, tega je zelo veliko. Tako da se dela tudi zelo veliko na tem, da bodo nove smernice pokrivale pač več oviranosti. Največje neraziskano, pa mogoče tudi najtežje področje je seveda kognitivna oviranost. Ampak absolutno, ja, gluhoslepi so seveda, imajo še toliko težje napisati neke smernice, ki to pokrivajo. Čeprav deloma neke smernice že danes pač pomagajo, ne bom pa rekel, da so zelo dobro zastopani. Ampak kot vidim, je največji manko v smernicah so kognitivne oviranosti, ker pač smo ljudje toliko različni, da jih je tudi težko definirati. Recimo nekaj je zelo malo je za ADHD recimo, ali pa za tiste, ki lahko dobijo recimo napade epilepsije, če se nekaj prehitro dogaja na strani ali pa v aplikaciji recimo, to je v smernicah. Ni pa recimo skoraj nič o disleksiji ali pa diskalkuliji in ostalih kognitivno, bom rekel, kognitivnih oviranostih. Tako da smernice definitivno so pomanjkljive, ampak so pa kar, bom rekel, niso nekaj novega. Smernice imamo že od leta 1999, tako da dejansko nam manjka pač znanja in zavedanja. In če bi že te smernice, ki jih imamo danes, upoštevali, kakor se pač le da, bi imeli stvari veliko bolj dostopne za vse, pa tudi za osebe, ki so pač gluhoslepe. To je kar dejstvo, bi jaz rekel. Zato, ker bi pač te opisi, recimo alternativni opisi, lahko komot pridejo na Braillevo vrstico. In gluhoslepi potem, če znajo pač brati brajico, kar je v kar velikih primerih, kakor je meni znano dejstvo, se to da narediti. Poleg tega imamo pa seveda druge pomožne tehnologije, ki so pač, tako kot smo prej že slišali v govorih, razvijajo še nekatere so pa že zunaj,
ki grejo pač na haptiko, se pravi na to, da se neki treslaji lahko pretvarjajo v informacije, kar je za gluhoslepe zelo pomembno, ne, se mi zdi. Nisem pa daleč od tega, da bi bil strokovnjak za gluhoslepe, no, tako da zagotovo imamo probleme pač za vse, ki niso eksplicitno zajeti v smernicah, ne. To je dejstvo. Dodal pri gluhoslepih. Podprti so v teh smernicah, tako kot je Bogdan povedal, preko uporabe Brailleve vrstice, se pravi bralnikov zaslona in pa Brailleve vrstice. In pogosta napaka je, da se ne poudarja dovolj, ko se delajo recimo podnapisi ali zvočni opisi, da morajo za potrebe gluhoslepih ti obstajati v obliki CC-ja, se pravi closed captions, da lahko preberejo tudi z Braillevo vrstico, ne pa da so zapečeni v sam video, ker nekaj, kar je zapečeno v video, in jim popolnoma slepo. In marsikaterega našega naročnika, ki ga podpiramo, moramo opozoriti, mnogo se jih že trudi in delajo videe s podnapisom, ampak pogosto te podnapise zapečejo v video, ko so potem za gluhoslepe nedostopni, tako da jih usmerjamo v to, ampak žal omejenost na uporabo Brailleve vrstice. Nažalost, smernice niso določile, da mora biti pač te podnapisi tako dostopni, da se jih da dati kot posebej, recimo kot en tekst fajla, ne, pa neki, da bi bili dostopni. Tako da dejansko, nažalost, so smernice napisane, da mora biti video pač podnapise, ni pa predpisano, ali so te podnapisi del videa ali pa neki posebej, ne. Žal. Še kakšno vprašanje? Ni več. Potem vas vse vabim, da se ob 11. dobimo na kavici v Preddverju. Nadaljujemo ob 11:30, ko se začne sekcija B, ki jo bo vodil Bogdan Cerovac, ki se nam bo zopet pridružil preko Zooma. Hvala.